Video mojih prvih 5 aplikacij je požel zelo pozitiven sprejem, zato sem se odločil, da bom nadaljeval in s tem začel serijo videov zelo originalno poimenovanih 5 aplikacij. Ime mi je Miha in danes bomo skenirali dokumente, plačevali trolo in parkirišče s telefonom, blokirali oglase in še več. Pošiljanje potrdilo o plačilu, dokumente, arhivirati ljubezenska pisma, zato si prej potreboval skener, fizično škatlo, s katero si digitaliziral papirnate stvari. Danes zato ni več potrebe, vsaj za običajne in občasne stvari, ki sem jih že omenil. Ob vseh preizkušenih aplikacij sem ugotovil, da je Adobe Scan meni najljubša, enostavno za uporabo, hitra in brezplačna, ne doda nobenega watermarka. Dokument, katerega želiš poskenirati, lepo položiš na ravno površino, aplikacija sama zazna robove papirja, naknadno lahko tu popraviš in počakaš par sekund in to je to. Kasneje lahko dokument popraviš, urediš, dodaš dodatne strani in na koncu izvoziš v PDF. Za urejanje datotek na telefonu je večini dovolj že kar aplikacija, ki pride zraven telefona. Ampak če urejaš večjo količino datotek, zraven bi pa še dostopal do Dropboxa ali Google Drive-a, potem je treba uporabiti nekaj drugega. CX File Explorer je brezplačen urejevalnik datotek File Explorer, ki nudi vse to plus še par bombončkov. Kot sem že omenil, podpira dostop do Dropboxa, Google Drive-a, Microsoftovega OneDrive-a in Boxa. Nudi analizo porabljenega prostora na telefonu ter dostop do telefona preko računalnika. In ker je brezplačen, brez reklam, ne vidim razloga, zakaj ga ne bi preizkusili. Človek bi si mislil, da je aplikacija urbana samo za Ljubljančane, ampak mislim, da je namenjena prav občasnim obiskovalcem, turistom in podobno. Zakaj? Ker če imaš telefon z NFC-jem, ne rabiš kupovati fizične urbane kartice in s tem prihraniš čas in 2 evra. Ne veš, če imaš NFC? Najprej poglej na hrbtno stran telefona, če imaš narisan ta znak. Če ga ni, potem pogledaš v telefonu med nastavitvami, če imaš ta logo, ki je na izbiro. Če nimaš, potem ta aplikacija ni zate. Virtualno kartico napolniš isto kot fizično kartico ali pa kar preko aplikacije same, preko valu monete. Uporaba je enostavna, pač kjer si prej naslonil kartico, sedaj presloniš telefon. Plačuješ parkirnino, trolo, vzpenjačo, bicikel LJ. Če uporabljaš Samsungovo pametno uro, lahko tudi z njo plačuješ. Samo dobropis preneseš na njo. Aplikacijo lahko uporabiš tudi za podaljšanje parkirnine na daljavo. Zapolniš si, v kateri coni si parkiral in svojo registrsko tablico. Vse to vneseš v aplikacijo in plačaš parkirnino. Aplikacija je na voljo samo za uporabnike Android telefonov, za uporabnike jabolk pa zaenkrat še ni rešitve. Blokado.org je priporočal eden izmed mojih gledalcev v komentarju za mojih 5 aplikacij. Od takrat je skoraj vedno aktivna. Blokada.org ni na voljo v Googlovi trgovini, vsaj ne v polni zmogljivosti, tako da jo boste mogli sneti direktno iz njihove strani ali pa če uporabljate Huawei telefon. Tam je na voljo v njihovi alternativi Play Store, v App Galleryju. In kaj počne ta blokada.org? Blokira oglase, trackerje, malware in zaščiti tvojo zasebnost. Nič več reklamnih pasic, banerjev na dnu ali sredini ekrana. Blokada nudi tudi svoj VPN, a je ta plačljiv. V blokadi lahko določite, katere aplikacije naj ne blokira, dati na whitelisto in s tem naj bi te delovale normalno naprej. V teoriji. Jaz sem recimo ugotovil, da denarnik delovske hranilnice noče delovati, tudi če sem ga dal na whitelisto. Tako da na začetku opazujte delovanje aplikacij in če se te začnejo sumljivo obnašati, poskusite brez blokade. Na voljo je za Android in iPhone uporabnike. Če ste ljubitelj filmov in bi radi vodili evidenco, kaj ste že pogledali, zraven pa še prebrali, kaj drugi menijo o filmu, je Letterboxd za vas. Aplikacija je enostavna. Dodaš film, ki si ga pogledal, mu daš oceno, lahko napišeš svoje mnenje, pogledaš, kaj drugi pravijo. Uporabniki se lahko med sabo sledimo, tako da vidiš, kaj so oni pogledali in mogoče dobiš kak navdih, kaj bi zdaj ti pogledal. Aplikacija je brezplačna, sicer prikazuje oglase, ampak z blokado.org se jih znebiš. Spodaj v opisu pustim svoj profil, če me želite zasledovati. Evo, pa je še en video za nami. Se vidimo naslednjič, ne se pozabi naročiti na kanal, udarite po zvoncu, da vas obvesti, ko objavim nov video in stisnite en like, če so vam taki videi kul. Danes sem rekel, da Jankotu ne bom dal možnost, da predstavi svoje aplikacije, ker zadnjič je bil grozen. Tako da ne mi zmerite. Okay.